Na političnem parketu je sicer že skoraj vse v znamenju parlamentarnih volitev, ki bodo prihodnje leto. Na desnici največja opozicijska stranka SDS pridobiva nove člane. Nova Slovenija pa razmišlja o sodelovanju s Slovensko ljudsko stranko. Ta pa kot morebitne partnerje poleg Nove Slovenije vidi tudi demokrate Anžeta Logarja in neparlamentarno stranko Fokus. 410 novih članov, nedavno praznovanje SDS-a. Ob tem je prvak SDS-a dejal, da so resnični nasledniki sile, ki je Slovenijo osamosvojila, in dodal, da se mora SDS okrepiti še za nekaj tisoč članov, da bi stranka na volitvah dosegla 30%. Sodelovanja z SDS-om si želi tudi del SLS-a. Brez zelene luči vodstva stranke naj bi se sicer nekateri člani z SDS-om pogovarjali o morebitnem sodelovanju. NSI, Fokus, Demokrati so uradno stranke, s katerimi bi SLS najprej sodeloval. V SLS-u pa so sprejeli tudi sklep, da ne bodo izključevali pogovorov z SDS-om. V NSI-ju so za sodelovanje z SLS-om odprti, neuradno pa sta se včeraj srečala predsednik NSI-ja in Anže Logar. Ta sicer pravi, da trenutno niso v pogovorih o sodelovanjih z drugimi strankami. Povezovanje programsko sorodnih strank je smiselno, tudi v obliki skupnih list, pravi Fokus, ki ima novo ime in sicer Fokus Marka Lotriča, saj da s tem krepijo svojo prepoznavnost. Enako pot bodo ubrali v stranki Zaupanje, ki naj bi bila po novem Karl Erjavec Zaupanje. Stranka generacij, ki je nastala po združitvi Desusa in Dobre države, pa pravi, da pogovori o morebitnih povezovanjih že potekajo.